Takole, ne. Zdaj smo pa pri glavni tej snovi še, kot med premicama. Zdaj spet bi se dalo vse skupaj kar precej dobro izpeljati, s temi koti, malo bi mogli telovaditi sem in tja, ampak bomo zdaj poskusili kar si na hitrico skisirati, kaj to pomeni, potem pa pogledati, ne. Na primer, da imamo mi dve premici. Naj bo prva premica y je k1 x plus n1, druga premica pa y je, pa bom jo recimo vse z njo delala zeleno, k2 x plus n2. Se pravi, naj bo ta zelena naša premica, y je k2 x2. Dobro, recimo, da je prva premica v koordinatnem sistemu nekje takole, ne. To naj bo ta naša prva premica, druga premica naj bo pa nekje takole. Okej. Zdaj, imamo eno točko, v kateri se ti dve premici sekata. Temu rečemo presečišče. Presečišče se pač dobi tako, da se enači premice pa zaračuna, pri katerem x-u in y-u je ta točka enaka. To smo delali v prvem letniku, ne bomo zdaj. Zdaj pa poglejmo, ne, kje bi bil zdaj kot med premicama. V bistvu vidimo štiri kote, ne. Lahko bi bilo takole, lahko bi bilo takole, lahko bi bilo takole, lahko bi bilo takole. No, in v bistvu kot med obema premicama bo kot, ki je manjši od obeh. Se pravi, manjši od obeh. Ta pa ta sta si itak enaka, ne. Ta bi bil tukaj tudi alfa, ta bi bil pa 180 stopinj minus alfa in po dogovoru kot med premicama vzamemo manjši, a ne. Okej, dobro, zdaj tole je zdaj kot, mora biti manjši od obeh. Zdaj pa ta formula, ki jo bomo zdaj naredili, se v bistvu izpelje iz tega, da ima vsaka izmed teh premic svoj naklonski kot. In potem se to prelaga sem in tja s koeficienti tangens in alfa, mi pa si bomo v bistvu napisali kar formulo. In sicer formula je taka. Tangens kota alfa, to je kot med premicama, je absolutna vrednost, zgoraj je k2 minus k1, ulomljeno z 1 plus k1 krat k2. Konec absolutne. Absolutna vrednost je tu zato, da bomo vedno dobili manjši od obeh kotov, a ne. Zato, ker včasih pač drugače bi mogli pa paziti, kateri je k2 pa kateri k1. S tem pa dosežemo, da je simetrično in da vedno dobimo manjšega. K2 je koeficient pač druge premice, k1 je koeficient prve premice. Vseeno je, katera je prva, katera je druga, to smo poskrbeli z absolutno. Če ste že malo pozabili, kaj je absolutno, bomo tako ali tako si pogledali v naslednjih nalogah, je pa to stvar, ki v bistvu negativnemu številu priredi pozitivno število. Če pa je pozitivno, pa ga pusti pozitivnega, a ne. Absolutna vrednost je pač razdalja te koordinate do izhodišča. Tako, poglejmo, če imamo kake luštne naloge, pa seveda imamo. Takole, zaenkrat bomo tile dve nalogi rešili. Tako, izračunaj kot med premicama y je 2x minus 5 in y je 1/3 x minus 2. Tole nalogo bomo prvo rešili. Se pravi, prvo nalogo, prepišemo si premice, y je 2x minus 5 pa y je 1/3 x minus 2. Vedno si prepišite ven stvari iz naloge, zato ker je takrat, ko si prepisujete, že malo premlejete, pa če je vse v redu ali pa če ni, pa tako. No, in v bistvu najpomembnejša stvar za našo formulo bo, da bomo pravilno določili koeficient. Koeficient je vedno število pred x-om. Takole bom zdaj to obkrožila.
Se pravi, iz prve premice bi dobili, da je koeficient 1 enako 2. Iz druge premice pa bi dobili, da je koeficient 2 enako 1 tretjina. No, pa si pogledamo, kaj je zdaj že točno naša formula. Kod fi med dvema premicama je k2 minus k1 olomljeno z 1 plus k1 krat k2. Ste jezni zdaj, ker je fi namesto alfa? Ponavadi je fi, no. Zdaj, ne se jeziti, no. Fi ali pa alfa, to je isto, lahko pišete alfa, če vam je bolj všeč. Ampak dajmo še malo fi zdaj ponoviti, ker alfa imate vedno v teh kotih, ne. Ok. V bistvu imamo vse, kar rabimo, da zračunamo kot med tema dvema premicama. Tangens fi je potem pa vstavimo noter. K2 je 2 minus 1 tretjina olomljeno z 1 plus 2 krat 1 tretjina. Tako. Dam tule naprej. Tangens fi je. Najprej moramo zračunati števec, to sta 2 enini minus 1 tretjina olomljeno, tu bo pa 1 enina plus 2 tretjini. Tako. Tangens fi je. To so zdaj 6 tretjin minus 1 tretjina. Tu so pa 3 tretjine plus 2 tretjine. Tangens fi je potem 5 tretjin olomljeno z 5 tretjin. Še vedno v absolutnem. Zdaj, kako se že odpravi dvojni ulomek? Tukaj bi že lahko seveda 5 tretjin deljeno s 5 tretjin je 1, ampak bomo zdaj odpravili dvojni ulomek, ko ne vem, koliko ga še kaj znate. Se pravi, zunanja 2 gre ta gor, se pravi 3 krat 5. Notranja 2 gre ta dol, 3 krat 5, absolutno še ne bo zaenkrat. Se pravi, tangens fi je 15 olomljeno s 15, kar je 1 absolutna. Zdaj, kadar pride takole, da je 1 v absolutni, potem je to kar 1. Se pravi, tangens fi je 1. Tukaj je pa treba pozor v kalkulator dati inverzno, ne, ker iščemo kod. Inverzno pa pomeni zdaj, da damo fi je, zdaj pa inverzno tangens 1 in kod je točno 45 stopinj. Tako. Kar šikano se je tole izšlo, a ne. Tako. Dobro. Pa še druga. Tako. In imamo zdaj kot med tema dvema premicama. Minus 2x plus 6y plus 5 je nič in pa 2x plus y minus 3 je nič. Zdaj, za določanje kota bomo rabili koeficiente. In tele oblika enačbe premice je eksplicitna, se pravi, še nimamo takoj koeficienta in ga moramo izraziti. Izrazimo ga tako, da y izrazimo. Se pravi, 6y pustimo na tej strani, 2x minus 5 damo na to stran. Tukaj imamo 6, zato delimo za 6 in dobimo y je 2x olomljeno 6 pa minus 5 šestin. Y je potem x tretjin minus 5 šestin. Ok, koliko bi bil zdaj koeficient? Naš prvi koeficient, to je tako, da bi pisali tukaj enkrat, se pravi 1 tretjina je naš koeficient. Zdaj gremo pa še z drugo. To pa tole. In tukaj tudi izrazimo y. Y pustimo na tej strani, je minus 2x plus 3. Se pravi, koeficient 2 bo v našem primeru minus 2.
Jaz bom koeficienta zdaj tukaj gor napisala, zato ker mi bo drugače zmanjkalo prostora. Se pravi, prvi koeficient smo dobili 1/3, koeficient 2 smo dobili -2. Pa tole zbrišmo. Okay. Tako, zdaj, ker nas zanima kot med premicama, se pravi tangens phi je absolutna k2 minus k1 lomljeno z 1 plus k1 krat k2. In zdaj to vstavimo noter, tangens phi je, k2 je -2 minus 1/3 lomljeno z 1 plus 1/3 krat -2. Tangens phi je, to je tako dve enini, se pravi -6/3 minus 1/3 lomljeno z, tu bomo uporabili tretjine, se pravi 3/3 plus pa minus data minus 2/3. Ok. Tangens phi je potem -7/3 lomljeno z 1/3. Ponavadi ne pridejo tretjine, ne? To je zdaj tako pač primer, zgleda mi ležal na duši s temi tretjinami. Dobro, se pravi zunanja 2 gre, minus ostane, zunanja 2 greta gor, se pravi 7 krat 3 lomljeno z notranje 2 pa dol, 3 krat 1. Tangens phi je minus, 3 pa 3 se pokrajša, -7. No in zdaj tu pa prideta v poštev tele naši dve absolutni in ta minus spremenimo v plus. Dobimo tangens phi je 7. Kod phi dobimo tako, da damo spet inverzno v kalkulator, se pravi shift ali pa inverzno ali pa 2ndf, to je tista tipka levo zgori, pa tangens 7 je. In dobimo 81,9 stopinje. Tako. To je pa zdaj kot med dvema premicama. Da vidim, kak bi vam lahko dala kaj za nalogo. Tole bo kar v redu, recimo, da imate za domačo nalogo. Tukaj pa so prva naloga. Aha, tako, imate, domača naloga bi bila recimo tule prva, določi naklonski kot prva A, B pa C, prva A, B pa C, to je za domačo nalogo. Potem lahko poskusite drugo A. Potem pa imamo tretjo A pa B. Potem pa tole je pa v bistvu ponovitev teh premic, te pa ne rabite delati, lahko si pa pogledate tisti, ki hočete nekaj več še od tega. Naprej v tej knjigi oziroma v tej skripti je potem še ponavljanje in utrjevanje. To pride pa v poštev. Zdaj, kmalu bomo mogli seveda pridobiti ocene in vam bom dala navodila, kako bomo to pridobili. Zaenkrat za domačo nalogo, če še enkrat ponovimo, je določi naklonski kod premice, to je ta prva A, B, C, 2A, pa potem tretja A, B. Tako. To je to. Lepo bodite.